V novembru 2011 je bila na zbornici osrednje slovenske regije inauguracija slovensko-izraelskega poslovnega kluba. Izraelski ambasador gospod Šmuel Mejrom je ob otvoritvi poudaril pomen obojestranskega sodelovanja med obema državama in pričakovanja, da bo slovensko-izraelski klub v Sloveniji in izraelsko-slovenska zbornica v Tel Avivu omogočila rast gospodarskega sodelovanja in novih partnerstev med obema državama. Kot je poudaril Boštjan Kočar, predsednik slovensko-izraelskega kluba, imata obe državi kljub velikim razlikam tudi zelo veliko skupnega, možnosti za sodelovanje na področju izmenjav tehnologij pa so zelo velike. Več kot 60 udeležencev je ostalo tudi na seminarju o izraelskem poslovnem okolju in o priložnostih, ki jih je tam mogoče poiskati tudi s pomočjo slovensko-izraelskega kluba. Več informacij dobite na GZS, zbornica osrednje slovenske regije 5898 174. Your Excellency, you have been inaugurating the establishing of the Slovenian-Israeli Business Club now, and on this occasion, what would be your message to members and future members? Thank you. First of all, I really think I will not exaggerate if I say that this is a kind of historical moment in the relationship between Slovenia and Israel. And I see a great importance in the establishment of this club because the main lacuna, I would say, that exists now is a lack of information of economic possibilities between both our countries. So, as I said in my speech before, I was presented in the 4 months ago in the inauguration of the Israeli-Slovenian Chamber of Commerce, and now we have the other side from here. The inauguration of the club makes together two poles which gives more information to businessmen to do business, and I think that with these two clubs and chamber we will have a very successful business relationship between both our countries. Okay. Thank you. Gospod Kočar, vi kot predsedujoči in pa predsednik tega kluba ste seveda prejšnja leta veliko že postorili, da se je to zdaj pravzaprav zgodilo, pa bi poprašala, kakšni pa so načrti v zvezi s sodelovanjem z ustanovljeno zbornico v Izraelu, torej izraelsko-slovensko zbornico. Kako načrtujete sodelovanje? Ali je to sisterska organizacija, torej sestrska? Ja, z partnerji na izraelski strani, z obemi smo v zelo dobrih odnosih. Tudi prejšnji teden smo dogovorili, na kakšen način bomo zadeve koordinirali, si medsebojno obveščali in pomagali pri enih in drugih aktivnostih. Poleg tega nam v Izraelu pomagajo pri vseh teh delegacijah urediti tudi B2B srečanja in pa delamo na nekaj projektih, kjer je Slovenija trenutno najšibkejša in želimo določene tehnične povezave na nivojih tehnologij in ekonomije vzpostaviti in pa obratno tudi tam, kjer Izrael išče partnerje v tujini, probamo Slovenijo maksimalno plasirati tudi na izraelski trg. No, na današnji inauguraciji slovensko-izraelskega poslovnega kluba se je zbralo zelo veliko udeležencev, takšnih, ki so že člani in tudi takšnih, ki so zainteresirani za povečano poslovno sodelovanje z Izraelom, tako da lahko v prihodnje pričakujemo tako na območni gospodarski zbornici Ljubljana kot na celotnem slovenskem poslovnem prostoru več zanimanja, predvsem pa več vedenja in zavedanja, da je Izrael zelo zanimivo tržišče, predvsem pa, da je v Izraelu zelo veliko takšnega znanja, ki ga potrebujemo tudi pri nas. Zato v prihodnje zagotovo podobna srečanja preko kluba bomo še doživljali in seveda jim bili priča.